smo na predstavitvi 10. Siddhartinega albuma, ki ima prav tako 10 pesmi. Imaš ti, ne vem, kakšno številko, ki ti je ali najljubša, ali pa si celo vraževeran v zvezi s tem, kako si ti in številke, no? Jaz sem zelo slab s številkami, tako da jaz ne izdajam albumov, zato ker imam 10 komadov, ali pa 11, ali pa 12, ali pa 8. Izdam album, ker mislim, da je prav, da se izda album. Tako da številke, jaz jim čestitam, da to 10. album, to res ni malo, ne. Če je to 10 komadov, ne, pa vem, da jih je več, je to vsaj 10x10 je 100, ne. To je lepa številka. To je res lepa številka. Tako da čestitam, komad in sploh mi bila všeč. Želim sam še tako naprej. Si že od nekdaj njihov fan, že tako od prvega albuma, si jim tako napovedoval tako, mislim, v mislih to prihodnost? Ne, mislim, napovedoval nisem, sam vedel sem, da bojo absolutno zarezali v to slovensko sceno na poseben način, ker so poseben band. In še vedno so, a ne? Ja, sej, seveda, še zmer so poseben band, absolutno. Če ne bi bili, ne bi bilo 10. albuma. Ne? Čist sem številkar in potopljen v številke in tako, da že malo meji na vraževerje, no. Ampak moja je 4, ne, 8. Zdaj tako je, ne. Sicer je božje število je 777 in Antikristovo je 666, ne, tako da se gibljem tle nekje vmes, ampak mislim, da ima vsak človek svoje številke. Zato se mi zdijo numerologi, da malo pretiravajo, da bi to za vse veljali. Jaz mislim, da tako, ko se rodiš unikum, tako imaš tudi številke, no, in 10 je, te okrogle so zelo fajn. Kaj pa sicer, kakšno pa sicer tvoje mnenje o Siddharti, tudi jih od začetka zdaj poslušaš, se ti je zdelo, da bojo pri prvih albumih prišli na to raven, oziroma da bojo toliko časa, da bojo tako uspešni, tako prepoznavni? Veš kaj, tudi oni so se spreminjali, ne? Tudi oni so se menjali, ne? Mislim, da se je bistvena stvar prelomila s prihodom Janija Haceta, ne? Ker Jani je več kot basist, on je glasbenik z široko paleto znanja, sposobnosti. Čeprav prvi album je bil tako nekaj v angleščini, ne, pa tako smo malo čuden gledali, ampak poglejmo, kaj se je razvil, pa ne samo to, mi se tudi poznamo osebno, oni so posneli moj komad, so tudi na moji plošči, na mojih koncertih, tako da je več kot glasbena naveza, mi se imamo radi. Jaz pa številke. Jaz moram reči, da sem kar na številke, predvsem na prvem mestu zaradi tega, ker sem jaz rojen 7.7. ob 7. Moj brat je 9.9. In jaz sem se že nekaj časa nazaj, ne bom rekel glih zaklev, ampak sem si rekel, da bom na svoje plošče dajal točno 10 komadov. Ne 9, ne 11, ne 14, ker na moji prvi ploščih je bilo 9, potem na drugi enih 15, na ta tretji 16 in se mi je zdelo to brez veze, ker v bistvu ti ogromno poveš 10 skladbami o svoji vsebini, o sebi in o svoji vsebini z 10 komadi. Ne rabiš ti več kot to, ne? In je ena taka lepa magična številka, imamo 10 prstov in potem se nekako zgledujemo in vse plošče v svoji mladosti sem pač v povprečju so imeli te plošče, bom rekel, nekih 10 komadov, ne, kar je bilo absolutno dovolj. Tako da, kar se mene tiče, mislim, da je to čisto lepo in glede na to, da ima oni na 10 plošči 10 komadov, mislim, da je prav magično in lepo.